Dragi moji prijatelji, danes je že druga adventna nedelja in prižgali smo že drugo adventno svečko. Naslov današnjega branja je Sveti nadangel Mihael. In kdo je ta nadangel Mihael, po katerem naj bi si Franci izbral svoje novo ime? Pa kaj angeli in nadangeli sploh so? No, beseda angel izvira iz grščine in pomeni odposlanec, kurir ali sel. Angeli so torej duhovna bitja, ki jih Bog pošilja, da opravijo nalogo, ki jim jo je zaupal. Vsi vemo, da ima prav vsak izmed nas svojega angela varuha. Dobri Bog nam ga je dodelil, da nas varuje. A niso vsi angeli samo angeli varuhi. Angelov je veliko, prav tako imajo tudi zelo različne naloge. Nadangeli pa so Božji poslanci s posebnimi nalogami. V Svetem pismu so predstavljeni trije nadangeli, in sicer Mihael, Gabriel in Rafael. Najvišji med vsemi je Mihael, ki je tudi poglavar nebeške vojske. Je tisti, ki je v boju s hudičem in njegovimi hudobnimi duhovi dosegel sijajno zmago, zato k njemu tudi molimo molitev, ki jo je uvedel papež Leon 13. leta 1884. Gre pa takole. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, Satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen. Ne vemo, kaj je resnično botrovalo temu, da je naš Franci, sedaj že brat Miha, spremenil svoje ime. Nekaj pa je gotovo. Odslej se je v življenju boril in premagoval številne težave, s katerimi se je soočal, podobno kot se je proti hudim duhovom boril in zmagoval nadangel Mihael. Kako se je boril, pa bomo videli v nadaljevanju. Ja, torej, naloga današnja je: velikokrat zmoli gornjo molitev. Nauči se jo na pamet, če le gre. V časih, v katerih živimo, nam bo prišla zelo, zelo prav. In seveda, če še niste, prižgite drugo svečko na adventnem venčku. Še malo pa bo Božič. Lepo bodite in se vidimo jutri. Z Bogom!